Zdaj pa k energetiki. V javnosti je pricurljalo, da se pogajanja med holdingom Slovenske elektrarne, ki je 100-odstotni lastnik Termoelektrarne Šoštanj, in podjetjem General Electric Power končujejo. To pomeni, da bo zelo verjetno podpisan dogovor o 260 milijonov evrov vredni poravnavi v zvezi z gradnjo 6. bloka elektrarne. General Electric Power je naslednik francoskega podjetja Alstom, ki je dobavil tehnološko opremo za TEŠ 6. Gradnjo 6. bloka Termoelektrarne Šoštanj je zaznamovala ena izmed največjih korupcijskih afer v zgodovini Slovenije in slej ko prej bo dobila epilog tudi na sodišču. Vesna Deržek Sovinek, dober večer. Kakšne so podrobnosti poravnave? Dober večer. No, najprej glede sojenja. To se leta po prvih kriminalističnih preiskavah in pripravljeni obtožnici še ni začelo, zadeva zastara čez 7 let. In glede poravnave. Koliko denarja so Američani pripravljeni plačati in kaj želijo v zameno za sklenitev poravnave, uradno ni znano. Holding je odškodninsko tožbo na arbitražno sodišče na Dunaju vložil pred 4 leti, pripravljati pa so jo začeli, ko ga je vodil zdajšnji sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Blaž Košorok. General Electric je po javno dostopnih podatkih za tovrstne postopke, ki jih imajo zaradi Alstoma v različnih primerih, rezerviral 858 milijonov dolarjev ali dobrih 721 milijonov evrov in še, da Slovenija kot lastnica TEŠ v postopku pred arbitrarnim sodiščem zahteva povrnitev škode v višini 360 milijonov evrov. Izvirni greh ene največjih afer v zgodovini Slovenije je bila pogodba, ki jo je takratni šef TEŠa Uroš Rotnik junija 2008 v Parizu sklenil s predstavniki Alstoma. 654 evrov vredna, težka pogodba se je skozi leta skokovito dražila in na koncu zaključila pri vrtoglavih 1,4 milijarde evrov. Posel je pretresala tudi parlamentarna komisija. Ugotovila je, da so vse vlade od leta 2004 pa do 2012 ravnale neodgovorno, netransparentno, največjo politično odgovornost pa da nosi nekdanja vlada Boruta Pahorja. Vesna, takole preden nadaljujeva, poglejmo, kakšni so odzivi na najverjetnejšo poravnavo, ki naj bi državi prinesla 260 milijonov evrov. V holdingu izida poravnave ne želijo komentirati. Zapisali so le, zaradi interesa postopka v tej fazi podatkov še ne moremo razkrivati. Je pa včeraj na to temo zagotovo potekala izredna seja nadzornega sveta. Da gre za veliko zmago, se je že odzval minister za infrastrukturo, da pa bo več znanega prihodnji teden. Gospodarski minister pa je ob tem kritiko usmeril v Nacionalni preiskovalni urad. Kot je tvitnil, so za afero SRIPT angažirali 78 kriminalistov, za TEŠ 6 pa pustili enega celjskega kriminalista, da se muči s primerom. Največjo politično odgovornost je sicer pred 4 leti parlamentarna preiskovalna komisija pripisala ministroma iz strank Zares in SD ter njihovemu predsedniku vlade, zdaj predsedniku države Borutu Pahorju, ki zadeve, dokler ne bo dokončna, ne želi komentirati. Se je pa stranka SD odzvala z vrsto tvitov, med drugim, da je njihov član dosegel znižanje cene projekta za približno 130 milijonov evrov, pa tudi, da mora poravnavi slediti še odgovornost vseh vpletenih. Da so novi lastniki Alstoma potrdili, da je bila celotna gradnja prestreljena z nepravilnostmi in korupcijo, ki so jo omogočale stranke SD, SDS, NSI in Desus, pa so se odzvali v Levici. Vesna, kaj to pomeni za slovensko energetiko? Ja, to je dobro vprašanje. Poravnava, katere vrednost naj bi znašala 1/4 milijarde evrov, bržkone pomeni, da dobavitelj opreme priznava korupcijo. Ideja o plinsko-parni elektrarni ni nova, je tudi povsem izvedljiva. Poleg 2 plinskih turbin bi lahko postavili 400-megavatno in sovpada z napovedmi, da bo velenjski premogovnik prenehal z obratovanjem res že čez 12 let, torej leta 2033. To bi prineslo tudi znatno podražitev elektrike. Američani pa bi v zameno za poravnavo lahko gradili drugi blok nuklearke. Bomo videli. Nadzorni svet HSE-ja naj bi včeraj dal zeleno luč za poravnavo, pogajanja, kot rečeno, še trajajo. Na HSE-ju pa odgovarjajo, da zaradi interesa posla podrobnosti še ne morejo razkriti. Več bo znanega v prihodnjih dneh. Toliko. Hvala in lepo pozdravljena. Mi pa se selimo v